Zdaj sem v 5. razredu. V Slovenijo sem prišel iz Bosne 7. 5. 2008. Moj oče je delal tukaj že 20 let. Ob sobotah in nedeljah nas je včasih obiskal. Z menoj sta prišla tudi mama in brat. Mož je prišel 2007. Nismo bili zato, da sva narazen, ločena in da otroci rastejo brez očeta. Starejša hčerka hodi v 6. razred, mlajša v 1. Mož je zaposlen pri državni firmi. Saj v Bosni imamo šole in ljudi, ki so končali visoke šole, fakultete, a nimamo dela, ne moremo najti službe. Prišli smo iz Velike Kladuše, 2009, zaradi otrok, zaradi šole. Vsem se zdi boljša prihodnost v Sloveniji. Zvečer se je začelo bombardiranje. Imeli smo stanovanje, vse smo pustili. Samo šli smo, da bi rešili otroke. Človek ne pomisli na nič, samo greš, da rešiš življenje. To je perspektiva enega otroka priseljenca, ki si je točno zapomnil dan, na katerega je prišel v Slovenijo. Zapomnijo si tudi dan, na katerega dobijo državljanstvo po 10 letih. Potem ste prisluhnili perspektivam dveh mater priseljenk, eni begunki, eni priseljenki, zdaj pa še perspektiva učiteljice. To so namreč izhodišča, na podlagi katerih je nastala ta knjiga. 3 leta nazaj sem dobila 2 otroka iz Makedonije in Srbije, deklico in dečka. On ima učne težave zaradi razumevanja še zdaj v 3. razredu, ona je nadarjena za slovenščino, je med najboljšimi v razredu, tudi v primerjavi s slovenskimi otroki. V višjih razredih je podobno. Ena v 6. razredu je prišla letos iz Bosne in Hercegovine, druga deklica pa je že dlje časa tu, a je zelo velika razlika med eno in drugo. To je perspektiva učiteljice, ki izraža potrebo potem, da bi potrebovala več znanja, kako vključevati otroke priseljence v osnovno šolo. Pomembno pa je še to, da se sliši, da se zaveda, da so otroci različni. Torej, da niso vsi, ki pridejo z Bosne in Hercegovine, enaki in vsi, ki pridejo z Kosova, enaki. Knjiga naša državljanska enolončnica je na naslovnici fotografija. Naslov knjige je Medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje otrok priseljencev. Ampak tale naša državljanska enolončnica, ki je na naslovnici, prikazuje stanje na eni od slovenskih šol. To je osnovna šola Livada Ljubljana. In oni so različni in ponosni na to, kar so. 150 otrok ima slovensko državljanstvo, 80 otrok ima srbsko državljanstvo, 8 jih ima makedonsko, potem pa imajo še 2 iz Pakistana, 2 iz Finske, 3 iz Sirije, 7 iz Irana. In na vprašanja in stiske otrok in pedagoških delavcev poskuša odgovarjati tale dvodelna knjiga. V prvem delu analiziram družbeno-politični okvir, kakšne so teorije od izključevanja do vključevanja, potem poskušam pokazati razvoj slovenske integracijske politike, kako je prišlo od večkulturne do medkulturne pedagogike in kakšno je usposabljanje pedagoških delavcev po vključevanju v Sloveniji, predvsem projektno. In na ta predlog, ker stvari rešujemo samo projektno, pozivam tudi Ministrstvo za izobraževanje, da naj poskušajo sistematizirati človeka, ki vključuje otroka priseljenca. Potem spregovorimo o predsodkih. Predsodkih so velika ovira pri vključevanju in pa o raznolikosti in sestavljeni identiteti. A smo lahko več? Smo lahko in? Je lahko otrok, ki pride iz Bosne, in Bošnjak in Slovenec? Je lahko Slovenec v Nemčiji, Slovenec in Nemec, če tako hoče? Ali je lahko samo eno in drugo in če se odloči, da je več, a s tem koga izdaja? V zadnjem poglavju prvega dela pa razlagam, odkot in zakaj prihajajo otroci priseljenci. Delovni migranti namreč ponavadi pridejo na podlagi meddržavnih sporazumov, potreb države, ki razpisuje toliko in toliko delovnih mest in večletnega ločenega življenja v družini, 5, 10, 15 let živijo ločeno in potem, tako kot Slovenci v Nemčiji, si želijo živeti družine skupaj. Zato pridejo sem in se vključijo v naše šole. Ta drugi del knjige pa opisuje model medkulturnega vključevanja otrok priseljencev, je 7-delni. Bistvo tega modela je, da aktivira vse akterje, učence, starše, učitelje, lokalno okolje, Ministrstvo za izobraževanje. Namreč poudarjam, da vsak med nami je odgovoren za to, a je naša družba vključevalna ali pa izključevalna. Vsak lahko prispeva svoj delež. Hvala.